Eros in psihe. Kdaj ste dobili navdih za pisanje te knjige? Ja, to je pravzaprav dolga zgodba, ker v bistvu je ta problem mene že dolgo časa zanima. V bistvu me praktično spremlja celo življenje. In da sem pa prav začel razmišljati o knjigi, je bilo pa tako, da sem se spomnil, da v svojih običajnih recenzijah knjig se zelo velikokrat te knjige ukvarjajo z odnosom moški-ženska. In potem sem rekel, kaj pa če bi se dal iz tega materiala narediti nekaj takega, da bi vse te recenzije skupaj zbral, napisal en uvod v problem in potem na koncu en esej, kjer bi to zadevo obdelal. No, in ker jaz pišem za sebe, navadno ne razmišljam o objavah. Ampak potem je pa moja partnerica, ki je odprla oziroma nekako ustvarila založbo, mi je rekla, da bi pač napisala, da bi sestavila eno knjigo. No in ta knjiga se je zdaj pojavila. Kaj ste želeli oziroma želite s to knjigo povedati? Ja, povedati, da je človek svobodno bitje. Jaz ne bom nikoli pozabil, ko sem prišel, ko sem takoj po vojni začel hoditi v gimnazijo v Ljubljani. To je bila ta bežigrajska gimnazija, takrat je bila ta 4. državna gimnazija. Takrat smo imeli še neobvezno verouk. In takratni naš veroučitelj je nam povedal en par novih konceptov. Recimo povedal je to, da verjetno Bog ni ustvaril sveta v 7 dneh, ampak da je to verjetno pokazal Mojzesu v 7 slikah. In takrat je on povedal, da je Bog človeka ustvaril kot svobodno bitje. In od takrat naprej sem se jaz začel spraševati, kaj je ta svoboda, ker do takrat sem jaz samo vedel za to politično svobodo. To se pravi, v kraljevini Jugoslavije so govorili, da smo svobodni, ampak to je nekaj čist drugega. Potem pod nacizmom, da smo svobodni, potem leta 1945 spet, da smo svobodni, pa jaz se nisem počutil nič bolj svobodnega. No, v predstavitvi ste rekel zelo zanimivo misel, da prebojena ženska omogoči, da je moški postane moški. Ja, seveda, samo jaz bi, torej, ta pojem prebojena ženska, bi jaz rekel kar preprosto ženska. Jaz mislim, da je vsaka ženska po svoji naravi ženska. Vprašanje je samo to, koliko je si ona sama pod vplivom družbe in tako naprej si dovolila biti to, kar je. A ni nekoliko problem, da se ženske nekako bojijo biti ženske v pravem pomenu besede? Ja, to je tisto, kar se meni zdi zelo problematično. Namreč bojim se, da so ženske zelo prevzele moško gledanje na to, kaj je prav in kaj ni prav. In se mi zdi, da je zelo veliko žensk, ki se trudi postati takšni, kot so moške predstave o ženskah. Ne pa to, da bi bilo to, kar ženska je. To pomeni, ste hotel reči, da ni ženskosti? Ja, zdaj jaz ne vem točno, kako bi definiral ženskost, ampak vsekakor to, kar se danes prodaja kot ženskost, sploh nima nobene zveze z ženskostjo. V mislih sem imel feminizem, ki verjetno ni šel v pravo smer, da je ravno šel v to smer, da so nekako enakopravne bile z moškim, namesto da bi feminizem razvijal ženskost pri ženskah. Ne? Ja, seveda, to je bilo bolj socialno gibanje, to ni bilo duhovno gibanje, čeprav oni ženske so se z feminizmom borile za enakopravnost, pri tem pa seveda je temeljno vprašanje, kako se enakopravnost definira.
Jaz recimo vem mnogo moških in žensk, ki si enakopravnosti sploh ne želijo, ker si ne predstavljajo, da bi bilo to možno. Recimo v literaturi imate ogromno del, recimo Vladimir Bartol je v svojih novelah izrecno trdil, da moški in ženska ne morata biti enakopravna, ampak da obstoji boj med moškim in žensko. V knjigi tudi lepo pišete o tako imenovani pomembnosti erotične ljubezni. Pišete sicer o ljubezni in potem poseben poudarek dajete erotični ljubezni. Ja, erotična ljubezen je posebnost. Ne? Po Fromu obstaja starševska ljubezen, bratovska ljubezen in erotična. Ampak starševska in bratovska ljubezen, ta ni nikoli ne začne iz nič. Medtem ko erotična ljubezen pa začne iz nič in to v zreli dobi. To se pravi, in zaradi tega, ker začne iz nič, lahko postane vse, lahko postane mnogo, lahko propade brez sledu. Tisto, kar je mene pri branju literature najbolj begalo, je bilo to, ko se je tolikrat reklo, da sta ljubezen in sovraštvo dvojčici, kar seveda je kontradikcijo in adjekto. Ljubezen nikoli ne more biti sovraštvo. Lahko je samo to, da je nekdo veliko stavi na svojega partnerja in potem ga razočara in potem ga začne sovražiti zaradi tega, ker ga je pač razočaral. No, v predstavitvi je bilo tudi poudarjeno, kako odvisna je oblika lastnine oziroma kako oblika lastnine formira obliko odnosa oziroma tudi lahko bi rekli tudi ljubezen, ne? Ja, seveda, sej, to je pa tisto, kar recimo nekateri tipi literature, recimo Hesse v svojih pravljicah opisuje to, da moški si želi žensko osvojiti. Jo osvoji in jo nekako osvaja kot divjad in potem jo ujame in potem jo ima in jo ima zaprto v kletki in ona pripada njemu. To pomeni, se jo v nekem smislu lasti. Ja, seveda. Sej, če smo odkriti, zakonska zveza je pogodba, kjer si zakonca postaneta lastnina drugega, ne glede na to, a se dobro počutita ali ne. No, to ste dobro povedal in me prav veseli, da ste se upal to povedati. Marsikdo se ne bi upal to reči, da je to pogodba, čeprav dejansko je, ne? Ja, seveda, v cerkvenem pravu je to pogodba. Je to pogodba in kako je cerkev spopala skupaj pojem pogodba z pojmom ljubezen in tako naprej, je meni nerazumljivo. Ampak če nekdo sprejme koncept, da življenje se kroji znotraj zapovedi in prepovedi, potem nimaš kaj, moraš ubogati, ali se dobro počutiš ali ne. Ampak odnos med moškim in žensko ne more biti nekaj, kar bi bila obveznost, to je nekaj, kjer se oba dva ljubita, zato ker se dobro počutita. No, to ste pa tako lahko povedal in da ni lepše popotnice za branje vaše knjige. Hvala lepa za ta pogovor. Hvala tudi vam.